Niti v osrednje slovenski regiji ni bilo prizanešeno. Tu je nastala celo največja škoda. Na novo je bilo narejeno. Bomo mogli še enkrat. Okrog 30 ljudi tako še danes in najverjetneje tudi v prihodnjih dneh ostaja odrezanih od sveta. V kateri slovenski občini je bilo torej škode največ? Za dobrih 251 milijonov evrov, ne na Koroškem ali Savinjskem za kar 1/4 milijarde evrov škode so poplave, hudourniki in zemeljski plazovi povzročili v občini Kamnik, kjer je Kamniška Bistrica prestopila bregove na večjem območju svojega toka. Dalj časa sta bila v večjem delu občine prekinjena vodovodna napeljava in kanalizacijsko omrežje, več 100 oseb so med ujmo evakuirali. In kako je tam danes? Mark Vidrih. Na današnji dan pred 2 letoma v kamniški občini To je bilo pol ure, je bil komplet voda čez vse. Podivjane reke so odnesle več mostov, skoraj v celoti so bile uničene kar 4 doline. Sprožilo se je več kot 250 plazov, skupaj pa je bilo v ujmi uničenih približno 1000 objektov. Tistih, ki ni poplavila voda, so zasuli plazovi. To je moje življenje. Jaz sem uničena. Ne vem, smisel življenja zdaj naprej. In 2 leti pozneje, medtem ko so morale 3 družine svoj dom zavedno zapustiti, pa se je za večino občanov življenje vendarle vrnilo v stare tirnice. Med drugimi tudi za gospod Dafinko, ki je, kot pravi, zelo zadovoljna sanacijo Kamniške Bistrice, ki jo vsakodnevno spremlja svojega vrtička. Delajo vsak dan, ne vem, če je dež, ko ne morejo, veš, če je dež, drugače pa delajo. Upamo, da bo dober, skozi imaš eno upanje. Zdaj, če pride visoka voda, vas je kaj strah? Ne. Še veliko večje gradbišče nas pričaka dobre 3 kilometre gorvodno, takole je bilo tu pred 2 letoma. Danes pa čez popolnoma nov most, sicer izmenično enosmerno, že vozijo avtomobili. In kaj o napredku gradbenih del menijo domačini? V glavnem so vsi zadovoljni, no, se pa najdejo tudi tako, bi rekli, da gre vse skupaj prepočasi. Samo moramo pa vedeti, da v Sloveniji ni vsaka ta druga firma gradbena in na vseh koncah pa tudi ne morejo biti. Zapleta se predvsem pri sanaciji usadov in plazov, pravijo domačini. No in to je eden od takšnih primerov. Smo v naselju Črna pri Kamniku, kjer sta brežina in vodotok povsem sanirana, nevarnost pa še vedno predstavlja manjši plaz. Na sanacijo še vedno čaka tudi nekaj večjih plazov, tale je denimo v Lanišah. Na občini so izris načrtov naročili že pred 1,5 leta, a zapleta se na strani države, pojasnjuje kamniški podžupan. Trajajo postopki pri same pridobitve recenzij, načrtov, raznih soglasij, vseh teh stvari, tako da vse skupaj malo traja. In ne le sanacija plazov, zamuja tudi finančna pomoč države, je nezadovoljen obrtnik, ki je v ujmi ostal brez celotne proizvodnje. Inštalacije smo dobili. Mislim, da je bilo kar relativno hiter. Kar se pa tiče gradbenih del, pa še do danes ni bilo nič. Oziroma smo šli dobili pol leta nazaj podatke, kaj rabimo, kakšen postopek bo stekel, da bomo pač dobili neko odškodnino. Pod črto torej, večino prizadete infrastrukture so na Kamniškem že obnovili, zapleta se le pri večjih plazovih, tako prebivalci kot občinski uradniki, pa si od države želijo hitrejših postopkov in manj birokracije.